Boga mama, vaš otrok je slep, pa gluh, pa vsake 2 minuti ima epileptični napad. Z tega otroka ne bo nič. Jaz pa v življenju nisem imel epileptičnega napada. Vidim, kolikor vidim, še boljše slišim kot konj, pravijo, ne? In lej, življenje pač treba sprejemati. Prva stvar, ki jo je vredno narediti, reči hvala, kar je pa v bistvu najmočnejša in pa najkrajša molitev na svetu. Čudovita molitev je to, ja. Hvala. Jaz ne poznam, kako je to, če človek hodi. Ne poznam tega občutka in sem hvaležen, da mi je dano sprejeti življenje takšno, kot je. Daj mi eno konkretno strategijo, kako se ti povežeš? Pusti, spusti in odpusti. Jaz sem temu dodal še dovoli. In ko to zavestiš, se v tvojem življenju dokazano začnejo dogajati čudeži. Živeti življenje je prepuščati se, životarjenje pa pomeni, da imaš v svojih mislih dejansko skozi in skozi neke svoje scenarije, na kak način bi se morale stvari izvesti. Predno je zbolela, je si skozi ponavljala v mislih toliko, kaj si lahko z mislimi naredimo, da ne zmore več, da enkrat se bo zrušila. In se je to dejansko zgodilo. To, kar govoriš, to se uresniči. Tako je. Kaj ti je pripeljalo sploh na to delavnico hipnoze? Bistveno, da sem se jaz odločil za hipnozo, sem pa tako začutil, da sem svojo delavnico prestavil za 1 teden, zato da sem lahko v januarju sledil. Meni je največji dar, ki ga lahko dam človeku, je ravno to sprejemanje življenja z ljubeznijo. Kaj misliš, da biš angeli, če bi oni vprašali človeka, ki cel cajt moli, prosi za neko rešitev, vendar ne naredi nobenega koraka? Kaj bi mu rekli? Lep pozdrav, dobrodošli v naši novi epizodi podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Uroš Adrijan Brumen, duhovni učitelj, mistik, nekdo, ki ima povezavo kot medij, coach, predavatelj in tudi voditelj podcasta Čas zame. Uroš, dobrodošel. Hvala za povabilo. Kdaj si ti prvič začutil to povezavo z duhovnim svetom? Če začnemo o tem razlagati pa govoriti, bi lahko uporabila kar nekaj časa, ampak rečiva, da od trenutka, odkar sem tukaj na zemlji, že od nekdaj sem bil drugačen, bova rekla, v navednicah, ne samo po videzu, ampak tudi po načinu razmišljanja. Zelo blizu so me bile te duhovne teme in že kot otrok, recimo, sem pripovedoval svoje pravljice. Potem je moja mama ugotovila, da te pravljice nimajo nič opraviti s temi pravljicami, kot jih poznamo, recimo. In potem je to začela zapisovati. Kasneje smo potem skozi leta, skozi čas zorenja ugotovili, da praktično gre za velika duhovna sporočila in danosti, ki naj bi jih predal svetu in ljudem. Kako nekomu, ki ne verjame v ta duhovni svet, obrazložiš pa utemeljiš, da ta duhovni svet res obstaja? Aleksander, v bistvu ne rabiš verjeti. Ti svoje ljudi učiš, da se morajo dejansko samo prepustiti in zaupati, dovoliti, da teče in morajo v bistvu iti za življenjem. In to je to, ker biti medij danes ni nič posebnega. Zaradi tega, ker praktično smo vsi mediji. Vse, kar se nam dogaja v življenju, tako ali drugače jemljemo iz drugih sosvetov. Eni se tega bolj zavedamo, drugi manj. Eni smo tukaj, da pomagamo ljudem prebroditi določene situacije v življenju, drugi pač to uporabljajo samo za sebe. Kaj pa je zakon privlačnosti drugega kot to? Za popolnoma isti koncept gre.
Torej, jaz sem imel lani eno tako zelo močno, globoko duhovno izkušnjo. To je bilo posledica tega, da sem dosti veliko meditiral in bil v nekem takem globokem, sproščenem stanju in prav začutil, videl ta duhovni svet zelo močno. Kako ti dobiš to povezavo? Kako se ti povežeš s duhovnim svetom? Ti temu tako lepo rečeš trans, recimo, zdaj gremo pa narediti en trans, ampak v življenju, kako se povežem s tem duhovnim svetom? Popolnoma enostavno, ker če si ti v svojem fokusu, v svojem kanalu, v svojem trenutku, če si zavestno v tem trenutku in se zavedaš, kaj se dejansko dogaja, si praktično dovzeten za dotoke višjih energij in v bistvu predajaš preko svojega delovanja določene signale, pa se tega niti ne zavedaš. To lahko recimo probava pri določenih ljudeh. Eni bi ti jedli z roke, po domače povedano, drugim greš blazno na živce. In blazno na živce greš tistim, ki jim stopiš na žulj. Blazno na živce greš tistim, recimo, ki niso v tem trenutku, ko v bistvu samo bezlajo iz preteklosti v prihodnost in se ne dovolijo zasidrati v tem trenutku, ampak ravno v tem trenutku se nekako nahaja uspeh, po katerem vsi tako zelo hrepenimo. Ko ti rečeš, da je nekaj sporočilo angelov, kaj takrat misliš? Takrat mislim na nič. Takrat v bistvu samo predam to, kar je. In zakaj rečem temu sporočilo angelov? Ker je sporočilo, oziroma angeli so ena taka univerzalna energija, v bistvu skupek energije, ki so ljudem najbolj blizu. Jaz bi lahko tudi rekel sporočilo iz Vortexa ali kaj podobnega, ampak ko sem jaz začel 22 let po že nazaj to javno govoriti o angelih, so si mnogi mislili, ta je invalid, njemu se je tako pripeljalo, pa dajmo poslušati njegove pravljice tistim, ki se je to dalo, ne. Ampak dejansko so potem na koncu ugotovili, da če si dovolijo prisluhniti temu, kar jim želim dati, oziroma tudi kakšno tehniko za uresničitev določenih stvari, da jim potem v življenju enostavno rata. In potem so na nek način začeli vse to skupaj spremljati. Ne kot mojo domišljijo, ampak kot nekaj, kar dejansko je. Sam pa tudi veš, da se teh pojavov, teh stvari ne da opisati z besedami, ker se mi zdi, da predvsem naše človeške besede to večkrat tudi popačijo. Torej, To visokost tega, ki ti s tem pride. ta občutek ali pa to videnje ali pa slišanje, karkoli že je zelo težko ubesediti, tako kot si ti rekel, ne? Ja, Je pa, vse tako sem jaz opazil, dostikrat nek občutek blaženosti, hvaležnosti, veselja. Tako kot jaz dostikrat rečem ljudem, ko se poveže nekdo z duhovnim svetom, ko se nekdo poveže z, če rečemo temu angeli ali pa ne. ja, dala sva za primer. Takrat je to nek zelo prijeten občutek. Ne? Ampak zakaj, Aleksandar, ti misliš, da je te malo izval, zakaj misliš, da se moramo ljudje povezovati s duhovnim svetom? Kaj pa, če smo dejansko že skozi povezani, pa smo skozi šolanja, skozi vrtec, skozi osnovno šolo, skozi vzorce, ki jih imamo od staršev, se pravi od naših prednikov, smo na vse to skupaj pozabili. In v odrasli dobi dejansko rinemo nazaj v svoje ognjišče. Bravo. Ne, sej verjamem, da povezava skozi obstaja, ne pa slišimo. To ne boš ne slišal, ne videl, ne boš ne otipal. Najbolj zanimivo je, da boš to občutil. Ker ko ti začneš čutiti to, kar ti je dejansko namenjeno in temu čutenju slediš, se začne v tvojem življenju dogajati sprememba, po kateri tako zelo hrepeniš. Ti lahko, ne vem, fizično delaš ne vem kakšne rituale, ne vem kakšne vaje, ki so ti jih drugi naučili, če ti tega ne boš počel z čutenjem, če tega ne boš počel iz sebe, ampak zaradi sebe, kot jaz rad rečem, potem ne bo uspeha. Ti moraš dejansko
mislim, da je moraš malo pregroba beseda, ampak moraš dejansko se zliti s tem, kar čutiš. In najtežje je, ko začneš zavestno hoditi po tej poti, ne slišati okolice. Ne, ker takrat bo okolica tista, ki bo tebi rekla, pa saj to se ne da, to ni možno. Sam pa veš, da v duhovnem svetu ravno te nikalnice oziroma, da se nekaj ne da, da nekaj ni možno, ne obstaja. Ker je vse v tem trenutku in zdaj. In zato je še toliko bolj pomembno, kar vedno rad dam ljudem, da če želiš biti uspešen, je pomembno, da si najprej v tem trenutku. Načinov, kak si pa lahko v tem trenutku, je pa malo morje. Ne, in vsakdo najde način, ki mu najbolj ustreza. In to je meni najbolj fascinantno pri osebni rasti, pri duhovnem svetu, ker ti lahko prebereš 1001 knjigo, ampak vedno boš našel nek svoj način, da se povežeš, da ti malo še na prejšnjo vprašanje odgovorim. Ja, daj mi eno konkretno strategijo, kako se ti povežeš, kdaj? Zjutraj si bolj povezan kot čez dan? Jaz sem povezan skozi in jaz tudi strmim k temu, da smo ljudje povezani skozi, mislim s sabo, s višjim zavedanjem in vsem, ker če ne bi bili povezani skozi, potem ne bi mogli živeti, ker v bistvu ne da ti je vse vnaprej dorečeno, ampak če slediš temu, kar ti tvoja notranjost govori, tvoj notranji svet, kot ti rad tako zelo rečeš, če se ti tega držiš, potem v življenju so vzponi, ampak so zelo veliki padci, ne, ker vedno delaš kontra temu, kar od tebe pričakuje okolica, in tu se večkrat zdi kolaps, oziroma se lahko naredi kolaps, ker bo vedno prišel iz tvoje okolice nekdo, ki ti bo rekel, hej, kaj pa delaš, kak je pa to sploh možno? No, čeprav, recimo, ko jaz govorim o moji izkušnji, duhovni izkušnji, ne, ker jaz sem začel v bistvu že prej to pot. Ne, ko sem končal v bolnici, sem šel na pot osebnostne rasti in potem sem začel brati ogromno knjig in takrat me je navdušila leta 2006, mislim, da konc leta je šel film ven Skrivnost, The Secret, in ena izmed tistih predavatelj v filmu je bila Esther Hicks, ki kanalizira Abrahama, in jaz se spomnim takrat, jaz sem si že takrat dal namero, sicer njej so takrat dali ven iz filma, jaz sem začel slediti njej posebej, jaz sem si dal že takrat namero, da jaz bi rad tudi kanaliziral ali pa imel nek dostop do tega duhovnega sveta in zdaj, midva to počneva zdaj dosti javno. Jaz veliko časa se nisem upal to na glas povedati, ker mi je bilo narodno, kaj si bo drugi mislili, točno to, kar si ti rekel, ne? Kako bo nekdo verjel v nekaj, ker včasih še jaz nisem prav 100%, takrat saj nisem bil, no? In kako nekomu, ki ne verjame, predstaviti, da pa nekaj obstaja. Kaj bi rekel ti? Moj nasvet ti lahko dam glede tega, dokler se boš trudil pa dopovedoval ljudem, da nekaj obstaja, tako dolgo ti ne bojo verjeli. Ker ljudje so navajeni, to, kar čutiš, vidiš in vonjaš, to obstaja. Ampak v duhovnem svetu vsa ta čutila so še bolj budna kot v našem fizičnem svetu. Zaradi tega, ker recimo, če se dotakneva meditacije, v meditaciji si ti od jutra do večera. Ker če nisi, ti v življenju gre lahko marsikaj narobe. Saj si mogoče že večkrat imel kakšno tako situacijo v življenju, ko ti je kar nekaj reklo, ne vem, z desne ali pa z leve strani, ko ti je kar nekaj reklo, idi po tej pa tej poti, ker boš do tja prišel lažje. Karikirano zdaj govorim. Pa ti nisi poslušal sebe, pa si šel po tisti poti, za katero ti je rekel tvoj ego, ker tvoj ego to pot razume lažje. In si na tisti poti recimo stal v avtomobilski gneči 3 ure in si mogoče zamudil
kak pomemben dogodek, ki bi bil zate, za tvojo duhovno rast in za tvoje osebno zavedanje nekaj velikega. In ravno to je moje poslanstvo, da privadim ljudi znova poslušati sebe. Ker toliko ljudi si želi biti srečnih, po drugi strani si pa ne dovolijo biti srečni, zaradi tega, ker imajo občutek, da če bojo srečni, da bo vse lepo in fino in fajn, da bo vse okoli njih teklo spontano in pa sproščeno, da kar naenkrat ne bodo imeli nadzora nad svojim življenjem. Ampak ti nadzora nad svojim življenjem ne moreš imeti. Ti lahko svoje življenje samo živiš ali pa ga životariš. In je samo tvoja izbira, ali boš življenje živel in ga sprejemal z ljubeznijo, ali boš pa životaril, zato ker se boš neprestano v svojem življenju trudil razumeti, kaj ti življenje prinaša. Saj na vsakem cilju razumeš, zakaj je bila določena pot dobra. Ampak ljudje smo tako navajeni, da če nimamo ene instant rešitve, da če nimamo nečesa opremljivega, potem se nam do cilja, ker bi mogli malo več svoje nadnaravne inteligence uporabiti, se nam niti ne da iti, ker imamo občutek, da nas na cilju tako čaka negativna stvar in potem se na tak način nakonektamo in na cilju se zgodi še hujše, kot smo si predstavljali, da bo ta stvar negativna. In to je v bistvu vsega. Kako ti ljudem pomagaš, da pride do tega rezultata, te spremembe? Vem, da imaš delavnice, ki jih izvajaš? Ja, zelo veliko delavnic, tudi osebni obiski se to pa tam najdejo, čeprav na osebne obiske sprejmem ljudi, ki želijo res nekaj narediti sebe. Ker jim dam določene naloge oziroma določene uvide, ki so za njih skanalizirani posebej in potem se človek sam izloči. Ne? Zato je v bistvu tudi na delavnicah je toliko bolj zabavno, ko sam veš, ker je več ljudi tam, ker pol ljudje, ker sami med sabo si začnejo pomagati in da si rečejo, jaz sem imel pa tam tako izkušnjo, da je probaj še to na tak način. In to je tisto bistvo duhovnega sveta, ker vodniki ali pa angeli ali pa vnebovzeti mojstri bojo vedno tebi poslali fizično osebo, ki jo boš ti lahko po vidu slišal, da ti bo določeno stvar dala. Če sva pa že pri kanaliziranju, ko si ga prej omenil in sem čakal na moment, da ti lahko tudi na to odgovorim, ko si rekel, da želiš, da si želel, da bi tudi ti lahko kanaliziral. Ne? Ampak če jaz kaj poznam tvoje delavnice in sem imel pač to čast na tvoji delavnici biti, jaz ti rečem kot poznavalec tega, da v bistvu kanaliziraš. Vredno je samo, da sprostiš zaupanje do sebe in da spustiš nek določen strahec, ki je mogoče pri tebi prisoten, ker kanaliziraš abnormalno dobro, še posebej takrat, ko se povežeš s vorteksom, tista meditacija oziroma trans. Ti rečeš trans, jaz rečem meditacija, evo, tu smo si različna. Tvoj trans o vorteksu, ki traja 1,5 ure, to morajo ljudje slišati in videti, občutiti pravzaprav. In to so ene tiste malenkosti, recimo, ki meni kot mediju, ki sem bil potrjen strani drugih medijev, ker drugače ne moreš pač tega naziva uporabljati, ki meni pač kot osebi in kot nekomu, ki pozna te stvari, dajo vedeti, da dejansko to, kar si želel, že dejansko imaš. Da je pomembno, samo 2 stvari sta tukaj pomembni, da se prepustiš, da dovoliš, da teče in da zaupaš. 3 so pravzaprav. Torej, če dava nekaj svet vsem, ki naj poslušalo, je to, dovolite si zaupati, da teče. Pa v bistvu dovolite si zaupati, da teče, pa v bistvu odnos do sebe,
na tak način, ko dovoliš, da teče, tudi spreminjaš, ne? Ker če sva že pri tem, kdo je medij, pa kdo ni medij, ne? Vsa živa bitja, tudi živali, ne? So mediji. Eni pač uporabljajo to za svoje življenje, drugi smo začutili nekaj več, da lahko pač po potrditvi nekoga tretjega, ne, še damo veliko več ljudem. In pač življenje samo te pripelje do tega. Tako da se prerekati o tem, kdo je medij ali pa kdo ni medij, ali pa določene, se me bojo določeni, mogoče malo po strani gledali, ampak določene šole medijstva, to ni potrebe, zato ker vsak človek je medij zase, nekaterim se pač razvije, nekaterim se ne. Čeprav, recimo, zdaj spet, jaz verjamem to, kar si rekel, da smo skozi povezani, samo jaz opažam, recimo, ko gledam televizijo, ko se preveč najem, Ja, ko sem v nekem negativnem transu, se mi zdi, da takrat nisem tako povezan. čakaj malo. Veš, ne slišim tako dobro, kot bi lahko slišal neko sporočilo. Ko sem jaz v dobrem stanju, recimo grem na sprehod, sem v gozdu, objavim drevo, poslušam neko dobro glasbo, sem potušem, takrat se mi zdi, da bolj slišim sporočilo duhovnega sveta. Duhovnega sveta. Ampak to sporočilo je pravzaprav tvojega notranjega sveta, ker tvoj notranji svet se vedno poveže z tvojim duhovnim svetom in ti predajo to, kar rabiš v tistem danem trenutku. Ne? In to je v bistvu catch vsega. Si kdaj dobil kakšno sporočilo angelov, ki ti ni bilo všeč? Velikokrat. In kaj narediš tako? Velikokrat zaradi tega, ker na začetku svoje poslovne poti, ker to sem doživljal že kot otrok, recimo, kot 4-5-letni otrok, se spomnim, da je bila prva taka situacija in jaz praktično to, kar delam, tudi živim. Ne? In najtežje mi je negativno sporočilo sprejeti kot sporočilo za nekoga tretjega, da ni moje, da moram samo to predati nekomu tretjemu, tisti tretji pa že vedel, na kak način to uporabiti. In to pa narediš? V bistvu, jaz imam eno tako varovalko, so mi vodniki dali, bova temu rekla, v levem ušesu, ker jaz dobivam sporočila v hebrejščini, pa se v življenju nisem hebrejščine učil, ampak to je na osnovi sanskrita, to je najstarejši jezik, ki sploh obstaja. In na osnovi sanskrita meni vodniki, to je skupek vsega, ali angeli, ali nebovzeti mojstri, predajo sporočila. Zdaj, če je to primerno, da za človeka izustim, potem dobim prevod v slovenščini v levem ušesu. Če pa to ni primerno, da človek zdaj v tem trenutku sliši, ker bi ga lahko smedel ali karkoli takšnega, je pa to meni kot nek dodaten pripomoček za naslednje, bova rekla temu, terapije, ki jih imam z njim, recimo. Ne? To je kot nek moj pokazatelj, da smo na pravi poti, kaj še je vredno narediti za to, da bo človek končno začutil sebe, ker eno tisto osnovno vodilo je, poleg tega, da so ljudje srečni, moje vodilo je to, da začutijo sebe. Ker ko začutijo sebe, pol dejansko ni več bolezenskih stanj, ni teh anomalij, ki smo jih pač v fizičnem svetu vajeni, da obstajajo, in eni pač iz tega delajo iz muhe slona. Dajva moče kaj o tem reči, no? Zaradi kakšnih težav ljudje pridejo k tebi? Kaj so glavne težave, zaradi katerih ljudje pridejo k tebi na delavnice, ali pa tudi si rekel 1 na 1? Zelo sem vesel, da si me v tem izval, zato ker bom prvič javno povedal v tvojem podcastu eno stvar, kar je meni zelo zanimivo. Ljudje večkrat pridejo k meni zaradi odnosov. Bodi si odnos do sebe, bodi si odnos do drugih, ampak vedno pridejo z neko
idejo o tem, kaj so drugi njim naredili, ne? Zakaj ne morejo določenih stvari sprovesti in na nek način igrajo vlogo žrtve. In veš, kaj je najpogostejši odgovor, do katerega pridemo na koncu? Da se vse začne in konča pri njih. Da se vse v bistvu začne in konča prav pri tem, na kak način imajo naravnane svoje misli in kako živijo. Ali živijo življenje ali ga životarijo. V čem je razlika? Živeti življenje je prepuščati se, dovoliti, da preizkušnje, ki ti pridejo v življenje, sprejmeš in probaš iz vsake preizkušnje potegniti nekaj dobrega, kar je mojstrsko delo danes. Životarjenje pa pomeni, da imaš v glavi oziroma v svojih mislih dejansko skozi in skozi neke svoje scenarije, na kak način bi se morale stvari izvesti, in pri večini ljudeh opažam, da to kar zamešajo, da je to kar sporočilo višjega sveta, ko so enkrat tako globoko v tem nenehnem egocentričnem kreiranju svojega življenja, ne? Ker morajo razumeti. Čeprav jaz včasih to se mi zdi, da verjetno životarim, ker jaz imam neko idejo fiksno, kako morajo stvari se zgoditi, in potem pritiskam in se ne nujno zgodijo tako in sem slabe volje. Po drugi strani pa, ko se prepustim, to, kar si rekel prej ti, ne, da dejansko živim, da se mi zdi, da sem bistveno boljši, hitrejši manifestator in se mi stvari lažje odvijajo. Si dobil daj kakšen negativen feedback, torej da ti je nekdo rekel nekaj, kar ti je bilo morda neprijetno. Recimo, meni doskrat rečejo, ne vem, ene celo mi je rekel, da sem opica, pa da prevarant, pa ne vem, cel kup nekih grdih komentarjev dobivam. Kaj pa ti? Dobiš daj kakšne komentarje, ki ti niso všeč in ste prizadali mogoče? Še danes jih dobivam, ampak sem se z leti naučil, da to ni moje, ampak kar me je recimo na začetku prizadelo, ker svoje invalidnosti nikoli ne postavljam v ospredje, ko delam z ljudmi, niti ko sem v javnosti, ampak mene vedno prizadane še danes to, da ljudje vidijo mojo zunanjo podobo najprej, potem pa šele vidijo to, kar jim lahko dam, in jaz vedno se poklonim tistim ljudem, ki pridejo pa rečejo, oprosti, ker sem prej gledal ali pa gledala na tak način. Ker v bistvu telo takšno, kot ga imamo v življenju, to sem tudi v svoji prvi knjigi napisal, ne, recimo. Telo, ki ga imamo v življenju, nam je samo na posodo. Telo je naš tempelj, v katerem domu je naša duša, zato da mi lahko v popolnosti izrazimo svoje življenje, svoje poslanstvo. In osnovno poslanstvo vsakega od nas je sprejemanje sebe. Ker šele na to, ko to narediš, lahko rasteš in lahko v bistvu drugim osmisliš življenje, če to želiš. Ker če ti tega sam pri sebi nimaš izravnanega, kot jaz rad rečem, potem se vedno najdejo neki zamaški ali pa neki ovinki, tako ti pri črevesju, ko se blato zatakne, ne. Tako se tudi v odnosih nasplošno, če mi sami pri sebi nimamo karkoli razdelanega, se ravno v teh kotičkih, skritih kotičkih naše podzavesti lahko določene stvari zatakne. Jaz ne vem, odkot mi je zdaj prišlo črevesje, ampak na tak način sem najlažje oprizoril, kar mislim povedati. Bravo. Ne, mislim, simpatična metafora, ne? Ja. Še zmeraj me zanima, kaj mora nekdo reči, da ti je tebi neprijetno ali pa da te prizadane. Torej, to je povezavi, si rekel, s tvojo invalidnostjo ali s čim? Danes ne več. V preteklosti, ja, kaj ti je rekel? V preteklosti, recimo, zelo velikokrat sem se na začetku svoje poti soočal s to ozko miselnostjo nekaterih, če si na vozičku, pol še nisi predelal sam sabo in ti nimaš kaj pomagati ljudem. To ti je kdo rekel?
veliko. Veliko ljudi na mojih začetkih, ampak če jaz ne bi tega razdelal, zakaj sem na vozičku, ker imam celotno, kako se temu reče, dušno raziskavo narejeno že sam zaradi sebe. In jaz vem, da sem na vozičku in mogoče se hecno sliši. To sem rekel, da bom v tvojem podcastu prav povedal in zdaj je prišlo do tega, da lahko to povem in sem hvaležen za to. Vidiš, kako naj vodijo. Mnogi nekako rečejo, tebi je pa težko, ker ne hodiš, ali pa tebi je pa, si se trudil, pa nisi mogel. Jaz pa povem tvoje. Nisem se trudil, čeprav sem imel okoli sebe mojo mamo, ki je neprestano mi pomagala s fizioterapijami in z vsem. In še danes, če ne bi imel fizioterapije, jaz danes ne bi mogel pač funkcionirati tako, kot funkcioniram, zaradi tega, da vzdržujem svoje stanje. In kar je druga stvar, jaz ne poznam, kako je to, če človek hodi. Ne poznam tega občutka in sem hvaležen, da mi je dano sprejeti življenje takšno, kot je. In jaz sem srečen, da imam tako življenje, ker glede na mojo diagnozo, ki so mi jo postavili zdravniki, bi lahko bilo bistveno slabše. In ko gledam recimo svoje sovrstnike, pa nimam nič proti njim, in ko vidim, kaj sem jaz dejansko v nekem istem časovnem obdobju uspel s pomočjo svoje mame, svojega brata, svojih staršev, svoje družine, pa tudi asistentov, narediti sam sebe, je to, sem hvaležen za to, da sem poslušal njih, one tam zgoraj, ali pa doli, levo, desno, ker so vse posod okoli nas, kam me vodijo. Čeprav je bila kakšna moja poteza kdaj nerazumljiva, ne, recimo tudi borbe z mamo, ko smo večkrat imela, ko mi še danes reče, vidiš, če bi hodil, bi bilo drugače, pa ne bi bil prikrajšan za to, pa ono, pa tretjo stvar. Jaz pa rečem, vse nisem prikrajšan, ker ne vem, kak je to, če bi to imel. Ne poznam tega občutka in življenje pač treba sprejemati. In meni je največji dar, ki ga lahko dam človeku, je ravno to sprejemanje življenja z ljubeznijo. Se mi zdi, da danes določeni duhovni mentori, kakorkoli, govorijo o ljubezni, pa se o višji ljubezni, o vorteksu, pa se določeni sploh ne zavedajo, kaj to dejansko pomeni. Ne, in tu je tista praznina mogoče, na katero si ti prej hotel navezati. Mislim, to, kar si rekel, je res čudovito. Torej, če dava strategijo odličnosti, ki jo lahko pobereva tebe, je sprejmite življenje z ljubeznijo. Ja, ampak da to narediš, je pa prva stvar, ki je vredno narediti, reči hvala. Kar je pa v bistvu najmočnejša in pa najkrajša molitev na svetu. Čudovita molitev je to, ja. Hvala. Ja. Torej, dava sprejemanje življenja z ljubeznijo in molitev hvala kot na svet vsem, ki naj jo poslušajo, gledajo. Ja, ampak zdaj imamo dve razlagi hvala, ki bi se rad dotaknil, ker sem me pač izval. V zadnjem obdobju zelo velikokrat vidim, da se res ogromno v naših krogih govori o hvaležnosti. Ne, ampak prav ta hvaležnost skupina pomeni, ker jo ljudje samo izgovarjajo kot neko svojo mantro, kot neko svojo, kako ti že rečeš, pozitivno misel, kot nekaj svojega ne izgovarjajo, pa to, zato, ker bi to čutili. Ampak ti pa lahko povem, če si pa ti kaj bolj dovzeten za določene energije, pa ti lahko nekdo pred tvojimi očmi, recimo te gleda v oči, pa ti reče hvala, hvaležen sem ti za to, ampak ti v ozadju čutiš, da ti daje ta človek tako energijo, da bi te kar najrajši nekam poslal. In to je
prav izkusim besede, da ne bi kakšne kletvice uporabil. Lahko uporabiš. Glej, Lahko bomo zapiskali zraven. ne bom. Ampak glej, to je ravno ta catch, ko se v bistvu večkrat dotikamo, vsi ljudje v duhovnosti bi vse počeli, ne? Jaz tudi pri tebi, ko sem videl, koliko ljudi dejansko pride po certifikat, koliko ljudi si želi neke spremembe, ampak pristne sprememba se zgodi takrat, ko spremeš sebe. Z ljubeznijo. Z ljubeznijo, hvala, da si me dodal. Ampak glej, tu, ko spremeš sebe, se resnično zgodi največji preobrat. Ampak do tega je pa treba kar nekaj mlinov premlet, pa se preboriti s mlini na veter, predvsem pa ti mora postati vseeno, kaj drugi mislijo o tebi. Bravo. Torej, tudi če ti ljudje druge stvari govorijo, ki niso tako prijetne, niso tako fajn, je vedno, če davah na svet vsem, imejte se radi, spoštujte se, dajte, tu, kar se rekel sam, res začutiti to hvaležnost, za kar imate, ne? In ne dovolite drugim, da vam dajo neke ideje, sugestije, ki niso negativne sugestije. Tako. Kaj so tebi zdravniki rekli takrat, da ne boš mogel? Ko to vem po pripovedovanju, dali so me moje mami v naročje po določenih preiskavah. Tukaj si bil še čisto majhen. Dojenček sem še bil, ja. In mene so dali, da začnem tukaj, mene so dali domov kot popolnoma zdravega otroka. In pol je v bistvu moja mama, ki spremlja dejansko celo mojo pot, in sem ji tu ful hvaležen, ugotovila, da je nekaj z mano ni okej, zato ker namesto, da bi jo gledal v oči, sem jo gledal v lase. V lasišče sem gledal in ona je takrat zahtevala, da se meni določene preiskave naredijo in so ugotovili zdravniki določene stvari in so me dali mami v naročje in so rekli: Boga mama, vaš otrok je slep, pa gluh, pa vsake 2 minuti ima epileptični napad, z tega otroka ne bo nič. Jaz pa v življenju nisem imel epileptičnega napada, vidim, kolikor vidim, še boljše slišim kot konj, pravijo, ne. In lej, življenje pač treba sprejemati. In napisal si koliko knjig? 6 ali 7, zdaj si me izval, ne vem, ali je 7 ali 6. 6 vem, da je javnih, 2 pa mislim, da sta še neobjavljeni od mojih začetkov, ampak ja. Bravo, čestitam. Torej, kar so oni napovedovali, tvoja mama ni verjela. Ne. In ta uporniški duh ali pa nek duh ustvarjena je tebi predala naprej, da si se boril. Lahko bi tako rekla, ja. Torej ti kljub cerebralni paralizi se nisi predal, še zdaj hodiš na fizioterapijo. Še zdaj, ker drugače ne bi bil danes tako, kot sem, ne bi danes s tabo se tako pogovarjal, ker bi bilo karkoli druga narobe in bi imel z drugimi stvarmi izzive. Tako da, ja. Ja, jaz bi vseeno rad, da dava en nasvet staršem. Če imate otroka, ki ima cerebralno paralizo, verjemte v njega. Tukaj bi se pa jaz osredotočil na eno izkušnjo z enim izmed mojih asistentov, ki je občasno pomagal še eni drugi deklici, ki je bila na ravnem vozičku, se pravi, je skozi ležala, nekomunikativna, po njegovo nekomunikativna. Če je kdo karkoli za njo naredil, je bila blazno srečna. In edino, kar je on kot zunanji opazovalec opazil, je njen nasmeh, pa njen lesk v očeh. In sem mu enkrat rekel, ko sva se tako pogovarjala o tem, ko je v bistvu bil pri meni, potem popoldne pa šel za to deklico skrbeti, ker je delal 2 šihta naenkrat, sem mu rekel, daj probaj ti na to punco pogledati malo drugače. Probaj do nje delovati tako, kot bi ti želel, da drugi delujejo do tebe. Ker če bi ta punca govorila, vedi, da bi ti marsikaj povedala.
Ne, in dejansko je začel na tak način delovati s to punco in ona dva sta razvila neko svojo komunikacijo, po kateri jaz mislim, da še danes ni več moj asistent, ampak mislim, da še danes ve, kaj mu želi ta punca povedati in je to nekaj neprecenljivega, recimo, kar sem lahko dal. Daj mi samo povej en nasvet staršem, ki imajo otroka, ki rabi neko, ne vem, kako bi temu rekel, drugačen Jaz pristop. te pa razumem in bom probal oblikovati to, da bova v bistvu dala res dobro popotnico. Daj. Vsak otrok, ne glede na to, kakšen je, vemo, da se zberemo na dušnem nivoju. In vsak otrok si za svoj razvoj, takšen in drugačen, izbere starše, ki jih potrebuje za tisto svojo začetno duhovno rast. In edino, kar lahko taki starši naredijo, če malo izhajam še iz razmišljanja moje mame, recimo, ki ima še danes občutek, da ni naredila dovolj z mano. Torej ona ima občutek krivde, da ni tebi dala. Tako je. In jaz verjamem, da taki starši se zelo velikokrat soočajo tudi s tem, ne? In edino, kar lahko taki starši naredijo in je najboljše, da takšnega otroka ali pa takšnega najstnika, takšnega človeka nasplošno, potem ko odrastemo, sprejmejo takšnega, kot je in probajo ga spodbujati v kvalitetah, ki jih on sam izraža in za katere mogoče oni opazijo, da je to njihovo. Recimo, če moja mama ne bi skrivaj zapisovala mojih pripovedi, jaz verjetno danes ne bi bil to, kar sem. Bravo. Ne? Torej, meni je ta nasvet res čudovit. Začnemo že s tistim, ki ga mogoče nisi tako izrekel, to je ne imeti občutka krivde. Ker tu rečeš to tvoji mami, ne? Absolutno. Ker vem, da se je ona potrudila po vseh najboljših močeh, da si ti danes tukaj. In tudi vsak starš, ki me danes posluša, se trudil s tem, kar je imel, kar je znal. Če bi poslušal prej najin podcast, bi verjetno lahko se še bolj trudil na tem področju, kar si ga omenil, in to je, spodbujajte otroka na tistem področju, Ker sami opazijo, da je otrokova moč. Bravo. Jaz bi pa tvojo besedo zamenjal z eno drugo besedo. Kar daj. Sprejemajte z ljubeznijo. Wow. Ker potem, ko ti sprejemaš z ljubeznijo, ko se nekdo pri tebi čuti sprejetega, Bravo. se zgodi transformacija, Čudovito. takšna in drugačna. In v bistvu se zgodi kreacija in se zgodi spodbujanje, ki si ga sam prej omenil. Sprejemajte z Tako. ljubeznijo. Tako. Zdaj mogoče sem komu, ki naj jo posluša, to zdi malo za lase privlečeno, ampak ko to vadiš, zavestno vadiš pred ogledalom v svojem življenju, če smem, sem imel izkušnjo z enim gospodom, ki je zelo veliki poslovnež v Sloveniji, ne bom njegovega imena pač izpostavljal. In on je imel velik problem z nastopanjem pred svojimi zaposlenimi. In jaz sem mu dal eno nalogo, da vsako jutro se postavi pred ogledalo in si govori, jaz sem središče svojega vesolja. In pol jaz na to pozabim, da sem to rekel, pa na WhatsAppu mi potem čez nekaj mesecev preleti video, kako je njegova žena snemala, kako on stoji pred ogledalom skrivaj in si govori, jaz sem središče svojega vesolja. Ampak ravno zaradi tega, ker je ta človek to sprejel, ne,
Tudi zaradi tega je danes lahko njegovo podjetje še toliko bolj uspešno. Bravo. Prej je bilo pa tik pred zaprtjem, recimo. Torej, stopite pred ogledalo in ponavljajte, jaz sem središče svojega vesolja. Ker to je bistveno lažje, pomeni pa isto kot to, rad se imam. Lahko dodajaš še zraven, rad se imam. Ja, ampak to je mnogim težje, veš. Ker ljudi, pač kolikor imam jaz z njimi izkušnje, lažje se bojo postavili v svoje središče, kot pa rekli sebi, rad se imam. Ne Gre pa za isto stvar. Ne naredijo eno in drugo. Ja. Bravo. Ko si prej govoril o vrstniki, sem vedno imel v mislih nekoga drugega, ki ni na vozičku, ki bi rekel, lahko hodi, lahko dela in tako naprej. In kljub vsemu, niti približno ni tako dosegel vseh teh rezultatov, ki si jih ti. Torej, ti si podjetnik, si napisal več knjig, imaš svoj lasten podcast. Kaj misliš, da imaš ti v sebi, da si toliko stvari že v življenju dosegel, ki bi jih lahko tudi drugi uporabili, da bi bili uspešni v svojem življenju? Zaupanje, drznost, malo moraš biti pretegnen, pa vztrajnost. Kaj pomeni pretegnen? Kako ti rečeš? Da smo skoraj normalni. Ja, to pomeni isto. Ja. To je ta štajerska, primorska. Ja, naveza. Ja, tako je. Tak, da, ja. Ja. Kaj bi rekel, da je tvoje poslanstvo? Moje poslanstvo je ljudi učiti ali pa privaditi čim bolj kvalitetno živeti vsak trenutek življenja. In čim bolj zavestno vstopiti v vsak trenutek, ki ga imajo pred sabo, ki jih še čaka, pa ne glede na to, kakšne izzive v življenju imajo. Kako to narediš? Naredim za svojo vztrajnostjo. Ker lahko me ljudje vprašajo čez 5-6 let in bom povedal isto. Zato, ker se ne vežem na to, kar jim povem, in jaz imam še eno varovalko, da na to, kar povem človeku, če me vprašaš čez 5 minut, pozabim. Ja, ker če bi jaz vse te zgodbe, vseh teh 22 let in več držal v sebi, pol bi se midva mogoče v kakem, kaj že imate pri vas Idriji, ne? V Idriji bi se midva, danes bi imela midva podcast v Idriji, če bi jaz vse te zgodbe držal v sebi, ampak najbolj zanimivo in pa najbolj srečen sem takrat, ko ljudje ravno z tem delovanjem, ki ga imajo z mano, ne, najdejo spet svoj smisel življenja. To je meni največja nagrada. In prav Esther Hicks, ne, pred leti, ki si jo že omenil, je bila meni ena tistih, ki mi je pokazala, da se mi ne blede, da to, kar delam, je možno in da je resnično. Ker ko sem jaz prebral njeno knjigo Prosite in dano vam je, se je meni odprl svet. Še prej sem pa spremljal Nika Vujčiča kar nekaj časa in si vedno rečem, če lahko, ne? Jaz imam 2 nogi, 2 roki. Če lahko on, lahko tudi jaz. Ja, in to se mi zdi čudovit nasvet za vse, ki naj poslušajo. Če lahko, ti si rekel, če lahko Nik, lahko tudi jaz. In če kdo naj posluša, gleda, če lahko Uroš, lahko tudi jaz. Še z večjim zanosom lahko. Ja. Ja. Torej, Esther Hicks in prav ta knjiga, ki si rekel... Prosite in dano vam je. Tako, ja, mislim, da ima prav nekje na začetku en stavek, En poseben citat. ja, ki ga jaz dostkrat ponavljam sam sebi. Torej, slišim. Jaz, Aleksandar Šinigoj, vidim, slišim, čutim in privlačim skozi božansko ljubezen tista bitja, ki iščejo razsvetljenje skozi moj razvoj. In ti boš potem meni rekel, da ne zmoreš kanalizirati. Ne, zdaj, jaz verjamem, da to počnem cel čas. Ja. Verjamem, da to počnem
v neki omejeni obliki, ni pa tako jasno, kot bi si lahko želel. In se mi zdi v teh, skoraj zdaj bo kmalu 25 letih, koliko se ukvarjam z osebnostno rastjo in tako, se mi zdi, da so se mi sporočila razjasnila in morda nisem še tako prepričan kot ti, veš, v ta duhovni svet verjamem zelo močno. Včasih je kakšna pikica dvoma, kaj pa, če je to samo moja domišljija? Kaj pa, če... To sem, da ti malo pomagam mogoče, to sem imel tudi jaz in še dan danes imam jaz to. Ampak mi ljudje, ki meni sledijo, preko svojih rezultatov pokažejo, da je možno. En nasvet, ki ga pa jaz lahko na tem mestu dam, je zelo močen, da po tebi še lažje kot mentorju, kot mediju, če hočeš, kot nekomu, ki ozavešča ljudi. Ko želimo biti, evo vidiš, nisem začel še, ampak to si me pa ti naučil, ko želimo biti pretočni in služiti drugim, je vredno narediti nekaj. Mene je ena mojih mentoric naučila eno stvar: pusti, spusti in odpusti. Jaz sem temu dodal še dovoli. In ko to zavestiš, se v tvojem življenju dokazano začnejo dogajati čudeži. Torej, ta nasvet bi lahko tudi dala, res mi je všeč. Torej, pusti, spusti in odpusti ter dovoli. 4 besede. Ja, ampak če ti jaz lahko povem, ko sem se prvič srečal s knjigo, pa to je navezava na to knjigo od Esther Hicks, Prosite in dano vam je, sem si rekel, ja pa zdaj prosim, pa se nič ne zgodi. In pol sem to knjigo fliknil v en kot, mislim, da je 10 let sam počakala, še celo prašna bila. Lih pred tvoje delavnice sem jo spet vzel v roke, kot da bi vedel, da boš delal na tak način. In nisem razumel, ampak je bistvo tega, ni bistvo tega, da ti prosiš in dano vam je. Ampak je bistvo tega, da ti z svojim zaupanjem do sebe dovoliš, da ti življenje, če temu rečemo v navednicah, ali pa potniki, ali pa energije, pripeljejo tisto, kar ti je res namenjeno. In potem se čarovnija začne. In to je smisel tega prosite in dano vam je. Čudovito. Bravo, bravo. Mislim, ko sem jaz, če dam mojo izkušnjo, ko sem jaz videl film Skrivnost in začel študirati Esther Hicks, sem imel eno obdobje, takoj na začetku, da so se mi stvari res izjemno hitro manifestirale. Pa veš zakaj? In delovale. In potem sem pa kar naenkrat se ustrašil, kaj pa če to ne bo delovalo še naprej. In kar naenkrat sem imel neko blokado, ki sem jo potem rabil spet odblokirati. Pa veš zakaj, jaz ti lahko svoje opažanje povem, ki ni nujno, da je resnično, je pa moje opažanje. Ko mi začnemo predelovati nekoga, ki nam je po razmišljanju blizu, ali pa ki nam približa tisto nekaj, ne, v življenju, se nam zdi nekaj časa, ko to beremo, predelujemo, se nam zdi super, ne. Pol, ko pa to knjigo enkrat odložimo, pa želimo to v življenju sprobati, pa si začnemo postavljati vprašanje, kako bom jaz to speljal, kako bom jaz to naredil. In tukaj naredimo veliko oviro sami sebi, ker je največje mojstrstvo biti v trenutku in iti s tokom. In Esther Hicks to preko Vortexa in preko vsega to še toliko bolj lepo uči. Bravo. Ja. Mi všeč. Je pa zanimivo to, ko sem omenil Esther Hicks in veš, da obstajata 2 filma. En je zdaj Esther Hicks
o Secret govoriva, drugi je pa brez Ester Hicks, ampak jaz toplo priporočam ljudem, da si probajo najti izvirni film tam, kjer je ona noter, ker tisti film Skrivnost, ker so jo hoteli cenzurirati, oziroma ker je potem odstopila, je izgubil dušo. Ja. Jaz isto priporočam, kar si rekel, in hkrati Ester ima cel kup svojih drugih Odlične knjige so. tako, vsebin, ki jih lahko spremljajo in gledajo. Mogoče, deva ena stvar, na delavnici v Mariboru. Ja. Ki je bila zabavna, ti moram povedati. Te je bilo všeč? Moja prva izkušnja v živo s tabo. Ja. Kakšna je bila? Vesoljska. Zanimivo. Kaj ti je pripeljalo sploh na to delavnico hipnoze? To se spomnim, da si imel, čeprav to, da sem jaz naredil pri tebi delavnico, do konca ni vedel skoraj nihče, razen moje mame, pa mojih sošolcev, ki sem jih pri tebi spoznal, drugi niso vedeli. Si se bal, kaj si bojo drugi mislili? Ne to, ampak nahajal sem se v enem takem obdobju, ko sem rabo, kako naj to pišem, rabo sem neki svež veter v jadra, da se meni ne blede, ne? Ker je bilo obdobje pač tako, ko so bile situacije določene težke, ampak in pol pridem jaz, brskam po Facebooku in mi, ne vem, če se ene 100-krat videl tvojo reklamo za diploma hipnoze in jaz to moram povedati gledalcem, da pa vedeli, kak je zadeva vodena. Jaz sem se prijavil na brezplačno delavnico, na 4 brezplačne delavnice, brez tega, da bi sploh pogledal, kdaj so termini delavnice, ker jaz sem si vedno želel biti v živo, ker posnetka zelo redko, da sem ga poslušal, in se je zgodilo tako, da sem pri 2 delavnicah lahko bil, pri 2 delavnicah sem imel svoje delavnice in bolj se je zgodilo tako, da bojo vedeli, zakaj govorim, da je vodeno. Ena delavnica mi je odpadla, moja, tako da sem lahko tebi sledil. Zadnjo delavnico, se pravi tisto 4. srečanje, ki je bilo pa bistveno, da sem se jaz odločil oziroma da sem izbral hipnozo, sem pa tako začutil, da sem svojo delavnico prestavil za 1 teden, zato da sem lahko v januarju sledil. In pol se je zgodilo še nekaj. Jaz sem mislil, jaz je to, bom že nekako speljal. Pol je pa to prišlo tako v mene noter, da sem rekel, jaz hočem naprej in jaz se odločim, da grem naprej in se zgodi, da pol na koncu vidim tvojo ceno pa tvojo ponudbo in pol mi vse dol pade. Hočem samo primer povedati ljudem na sebi, koliko so stvari vodene. In pol meni vse dol pade, jaz čisto fertik, zaprem računalnik, to ni. In pol drug dan, prisežem, do 19. januarja si se lahko prijavil na to delavnico. Drug dan po tej delavnici jaz dobim eno stranko, ki je od mene vzela poslovni paket, ki pride samo 10 evrov manj kot tvoja ponudba, ne? In sem rekel, če pa to ni zdaj vodeno, bolj sem mogoče samo ene stvari speljati in se je vse tako speljalo, da zdaj sem pri tebi, evo. Mama mia, čudovito. Zato govorim, Čudovito. koliko je treba stvari poslušati, ne? Predvsem sami sebe, jaz to druge učim, se pravijo, Kovačeva kopila je vedno bosa. Ja. In se mi zdi, da to velja za vse. Torej, Ja. vsi smo pametni za druge, Ja. ko je treba sebi pomagati, Ja. rabimo, da nam nekdo sporoči. Ampak jaz tudi vedno pravim, da tisti ljudje, ki delujemo v duhovnosti, da pomagamo drugim,
vse jaz sem dobil tak občutek skozi svoje delovanje, da bi se mogli bistveno več povezovati, ker smo mi tudi samo ljudje in rabimo drugega, da se lažje iz svojega govna ven potegnemo, ne? Ker določene zgodbe, ki jih na tej poti slišimo, niso ravno najlažje, ne? In potem rabiš nekoga, tako kot recimo ti mene ali pa jaz tebe, da ti za svojo tehniko meni pomagaš in obratno, ne? In to se mi zdi, da je v tujini med temi določenimi coachi, terapevti malo bolj razvito kot pri nas v Sloveniji, tako da zdaj lahko apeliramo, da bi bilo fajn, da se povežemo, ne? Ja, In drug za drugega naredimo nekaj bravo, dobrega. čudovito. Ja. Torej, na delavnici si imel en trenutek, ko sem te opazoval, ko smo imeli nekaj. Celo opazoval si me. Ja, Super. ko so bili eni gosti, ki si imel kar solzne oči, ko si jokal. Tisto me je strlo, ja. Kaj, V bistvu se točno spomnim, kdo je bil. Zgodbe tvojih asistentk so me sezule. kaj je bilo tisto, kar si tako čustveno ali pa... Jaz sem od njih videl sebe, jaz sem od njih videl svojo pot. Predvsem zgodba od tvoje asistentke Martine. Tista me je totalno zlomila zaradi tega, ker ne vem, tisti občutek, da se vse da. Ne? Ker jaz ljudem sem do zdaj vedno govoril, da se vse da. Sam na svoji koži pa tega nisem občutil v tem smislu. In pol sem se spomnil tudi na določene svoje situacije v svojem življenju in je pol dala beseda besedo in reakcija reakcijo in čustva so bila tu. Ja. Le vsi smo samo ljudje. Vsi smo samo ljudje. Ja. Mislim, to kar si omenil, se mi je zgodilo meni lani. Torej, jaz sem v bistvu bil na odru, učil vso energijo in potem sem prišel lahko domov ali pa bil sam s sabo in bil v slabem stanju, jamral, bil v nekem strahu in posledica tega je bila, da sem kar naenkrat imel izzive z nekimi projekti, da sem kar naenkrat imel tudi nek nov operativni poseg v bolnici in tako. In kar naenkrat sem rekel, Aleksander, to učiš, daj tudi živi, kar učiš, ne samo teoretično, praktično. Živi ali pa životari. Ja. In potem sem začel meditirati, pisal sem si te hipnotične besedile, tekste, delal samo hipnozo in tako. In takrat se mi je zgodila ta globoka duhovna izkušnja. Torej, jaz verjamem, da včasih duhovni svet želi nam nekaj sporočiti in mi ne poslušamo in potem nam da neko preizkušnjo, da odpremo ušesa, oči in rečemo, da je ok, slišim. Saj, če ti rineš skozi zid, pa imaš 3 metre na levi strani ali pa na desni strani vrata, pa ti vseeno rineš skozi zid, bojo ti na drugačen način pokazali, da obstajajo vrata, ali te bo nekaj lopnilo po glavi, ali pa nekaj, kar si ti zamislil, ker si to zamislil s svojim umom, ne bo šlo skozi. In tega smo deležni vsi. Tvoja mama vem, da je v nekem obdobju zbolela. Kako hudo je bilo to zate? Kot da bi vedel, da bom danes o tem govorila. V bistvu hudo ali pa ne hudo. Jaz sem takrat vedel, da moram poprijeti. V bistvu jaz sem vedel, da imel sem neko tako zaupanje, da se bo nekako rešilo. Imela je pač hudo bakterijsko vnetje hrbtenice in absces. Za začetkom sepse in odpovedih vseh organov. Je pa danes še vedno tukaj, no.
Ja. Kaj je bilo takrat v tebi? Strah? Najprej je bil strah. In to taki strah, da je šlo vse z mene in driska in vse. Več direktno govorim, ampak potem mi je nekaj reklo, vse bo šlo. In vem, da tisti prvi 4 dnevi, pa bilo je lih okrog mojega rojstnega dneva, tisti 4 dnevi, ko se ni vedelo, kako bo z njo. In v bistvu tisti 4 dnevi so bili za mene najhujši, ker se ni vedelo, ali bo antibiotik prijel na določeno bakterijo ali ne bo prijel. Oče je takrat že delal v Nemčiji, z bratom smo bila sama doma in še mama se je sama začudila, kako je vse v bistvu funkcioniralo brez nje naprej, ne? Ker je šla moja firma naprej, ker je bilo treba plačati položnice. Moj brat je preko študenta delal in sva nekako spurala vse to skupaj. Jaz sem bil takrat, kar me je najbolj presenetilo, meni so takrat pomagali tuji ljudje, da sem lahko izvajal svoje delavnice, da sem lahko, da je to nemoteno teklo naprej, tako ko je ona čez 5 tednov prišla nazaj, je rekla, saj vidim, da me v bistvu sploh ne rabite, ne. Je pa res, da predno je zbolela, je si skozi ponavljala v mislih toliko, kaj si lahko z mislimi naredimo, da ne zmore več, da enkrat se bo zrušila. In se je to dejansko zgodilo. Torej, en dober nasvet, kar lahko dava tukaj iz tega ven je, prosim, ne govoriti, kar nočete, da se vam zgodi. Ja. Kaj si rekel? Abrakadabra. To si rekel na enem srečanju našem. Ja, Ne? ja. Abrakadabra. Živim to, kar govorim, ne, nekaj v tem smislu. To, kar govoriš, to se uresniči. Tako je. Jaz sem še to bolj poenostavil, tako da. Ampak je dejansko v življenju to, ne? Ker v bistvu edina moč, ki jo imamo in edina moč, ki jo lahko nadzorujemo, poleg tega, da poslušamo sebe, je največja moč, ki jo imamo, je moč izbire, ki pripelje v odločitev, pa moč tega, da zmoremo usmerjati svoje lastne misli. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice, spoznajte, kako lahko tudi vi moč uma uporabite v svojo korist. Ker ti na vsakem koraku lahko izbereš, ali boš to videl kot največjo grozo na svetu, ali boš pa si rekel, če je tak namen, se bo že našla rešitev. Ker vedno, ko nastane izziv, vedno na drugi strani isti trenutek nastane rešitev. In ko ti to življenje tolikrat pokaže, potem v bistvu vidiš, da je tam gori, doli, levo, desno, nekje okoli nas, nek svet, ki se povezuje z nami samimi ali pa mi z njim, ki nas pripelje od točke A do točke B, zato da mi lahko skusimo tisto, po kar smo prišli na svet. Bravo. Ja. Deva, moče kot nek nasvet tudi ostalim, ki nas danes poslušajo, gledajo, ker se mi zdi to čudovit nasvet, je to, v primeru, da imate zdaj izziv ali pa problem v svojem življenju, že nekje obstaja rešitev za ta problem in zaupajte, da boste to rešitev našli oziroma da se bo ta rešitev kmalu prikazala na vašem obzorju. Sej, če gledamo na življenje, pa da malo še poenostavim ljudem, življenje je sestavljeno iz izzivov in rešitev. Izzivi nam pridejo na pot, zato da mi živimo življenje s tem, ko se trudimo stvari pripeljati do rešitve. Ker v trenutku, ko nastane nek izziv, nastane rešitev. Ti moraš samo ta življenjski čustveni labirint, recimo, znati prehoditi, ali z smiljenjem, sam sabo to bo trajalo malo dlje, ali pa z zaupanjem, da zmoreš in potem dejansko gre. Čudovito. Ja. Bravo. Zdaj, ko govoriva
o duhovnem svetu in o zaupanju. Je kdaj v tebi dvom, da kaj pa, če to vse ni res in kako takrat ta trenutek dvoma premagaš? Veš, da vedno takrat, ko postaviš zaupanje, se v naslednjem koraku zgodi dvom. Zato, ker ko postaviš zaupanje, ti privalovi taka pozitivna energija, in takrat se v tebi vklopijo izkušnje iz tvoje preteklosti. Naše življenje je pač tako naštelano, ne? In ko začneš o tem razmišljati, si sam sebi postaviš dvom, moraš pa imeti toliko potem neke samocenzure ali pa samokontrole, bova rekla, da se zmoreš postaviti in iti ven iz tega. Ne, ker recimo v današnjem času zelo dostikrat se govori o akcioznosti in o tem, kako smo ljudje akciozni. In pa kako smo ljudje v svojem svetu in mogoče malo zmešani po njihovo. Ampak kdaj se to zgodi? To se nam dogaja vsakodnevno, takrat, ko nismo v stiku s sabo, ko se nekaj ne zgodi po naših predvidevanjih, ko si rečemo, jaz se sem poslušal, pa se je zgodil en klinac. In potem se zgodi ravno to. In ravno na takih segmentih mi sebi pot do uspeha podaljšujemo ali ga pa krajšamo. Še to sem te hotel vprašati prej. Na delavnici v Mariboru smo merili to z neko EEG napravo možgansko valovanje in ti si šel tako hitro v neko delta stanje. Andreja je bila takrat z mano, ja. Tvoja asistentka, ja. In sem vedel, da ti bo to povedala. Ja. Je rekel, Uroš, šel pa takoj v delta stanje, ko smo vadili samo hipnozo ali pa neko meditacijo. Ti si v resnici že v štartu znaš iti tako hitro v neko to stanje? Pa ne, da bi se zavedal, veš. Ampak življenje samo me je pripeljalo do tega, če ne zaupaš brezpogojno, si sam delaš kažin. Bi rekli po vaše. To je po primorsko, ja. Kako bi rekli Štajerci? Si sam delaš štalo. Si sam delaš strani ali pa štalo. Vse je eno in isto. Tako kot pri vas ure, ne, ampak ne bova zdaj. Ne bova, 3/4 na uro, to noben bo. 3/4 na, ti si danes me naročil 1:30, ne. Kasneje, čeprav je bil prvotni termin ob 2, pa nisi zaupal, ampak smo ob 2 se to usedla, ne. Točno, vidiš. To je to. V življenju je treba zaupati. Zaupaj. In se potem v življenju tu zgodijo stvari. Se ti zdi, da ti dosti meditiraš, si dosti v nekem takem transu, ker ljudje, ki pridejo k nam na delavnico hipnoze in merijo svoje možgansko valovanje, vsaj na začetku, ti si zdaj bil na praktiku, ne, na tej začetni delavnici, torej vsaj na začetku ne grejo tako hitro, kot si šel ti v neko delto. Ti lahko odgovorim z kontra vprašanjem, kako to, da je to tebi tako fascinantno? Jaz doskrat gledam meritve. Zanima me. Ja, me zanima, mislim, meritev meni dosti pomeni, torej neka analitika, številka, ne, in rečem, wow, lej, ker me zanima, kaj ti počneš, da bi še druge to naučil, ali pa da bi še drugim povedal, evo, tukaj je en hitrejši način, kako lahko greste v... Sej si me izval, ne, preko smo se pogovarjala, kaj vse delam. Recimo imam tudi delavnice, kjer ljudi učim prav tega. Ker ko si ti v trenutku, ne, potem si v zaupanju in ko si v zaupanju, si odet v višjo ljubezen in se zgodi to, kar se dogaja meni. Ne? Čeprav sem zdaj prvič preko aparature, ki si je imel takrat tam, prvič tudi sam pri sebi videl, kako je to, ko je črta ravna. In tudi meni, kot pač poznavalcu tega, je bilo to zelo zabavno.
Kaj ti narediš takrat, ko rabiš nek odgovor, neko sporočilo angelov? Tako da bi si prav rekel, da obstaja formulacija, na kak način to naredim. Jaz jim enostavno rečem, če ste tako smotani, da ste me pripeljali do tega, dajte mi zdaj pokazati, kako lahko pridem iz tega, ker jaz tega ne želim, oziroma mi trenutno to ne služi. Torej si kar direkten s temi angeli. Moraš biti. Moraš biti s celim, ker če ti nekaj, če ti delaš stvari v rokavicah z njimi, potem dobiš tudi njihov odgovor v rokavicah. Ne? To je tako tisto, veš, ko se je v duhovnosti nekaj časa nazaj, zdaj ni več to tako popularno, včasih je bilo, v duhovnosti se imamo vsi radi, vsi se objemamo, vsi se imamo super, vsi smo pretočni. Ne? Ampak, ja, ker če si ti direkten, potem tudi daš njim dovoljenje, da sodelujejo s tabo. To je isto, kot da bi jaz šel k neki šlogarci, pa bi, zdaj sem dal en čuden primer, bi šel k neki šlogarci, ampak bi bil že takrat zmeden. Ne bi točno vedel, kam želim, da gre moja pot. Ne? Bi šel po potrditve in pol, če ne bi bil sfokusiran na vprašanje, ki sem jih ga dal, te lahko zelo hitro okoli spelje, ne hodi, ampak to je lahko isto tudi pri njih. Ker oni ti vedno dajo to, kar si pripravljen sprejeti. To je najbolj fascinantno. Če si ti pripravljen sprejeti, da boš vozil 20 let fičeka, pa si ti želiš voziti Ferrarija, ti bodo dali najprej fičeka. Zakaj? Zato, da se ti naučiš, kako z spoštovanjem sam do sebe lahko prideš do Ferrarija. In ko ti sprejemaš te stvari korak za korakom, se začnejo dogajati stvari. Ne? Sam kako, spet bom malo te vprašal, kako ljudje pridejo do tega, da se naučijo sprejemati Ferrarija? Kako pa ti prideš do tega, da se naučiš sprejemati odličnost? Popolnoma isto je. Ni nobene razlike. Pač, ti, recimo, ljudje verjamemo, da smo živi, da dihamo, da postavljamo stvari po svoje, da smo vodeni, da nas nekaj od zgoraj vodi, tako ali drugače. Ne? Ampak, če ti ne boš v to verjel, zaupal, potem lahko 5 ljudi okoli tebe stoji, pa ti govori eno in isto, boš ti še vedno trabunjal isto. Se na enem zadnjih naših sestankov smo imeli en tak primer, če se ga spomniš. Ne? Če skozi veš eno in isto, dobiš en in isti odgovor. Tako je. In tudi pri višjih sferah, pri višjih energijah, pri vodnikih, pri angelih, če hočeš, v nebovzeti mojstrih je vedno tak, da nikoli ne bojo šli preko spoštovanja tvoje volje. Ne? Ampak ne preko tiste volje, ki se je ti zavedaš, ampak preko volje, ki jo ti čutiš. To je tista prispodoba fiček pa Ferrari prej, veš. Ja, zdaj pa še to sem hotel dodati, kako pa imaš ti videnje, da vedno več ljudi želi biti v tem duhovnem svetu, se želi s tem ukvarjati? Če misliš, da je tukaj? Zato, ker pač, kolikor imam jaz z njimi izkušnje, ljudje neprestano iščemo svojo vrednost. In mislimo, da če bomo delali nekaj, kar je in, ne, da bomo kar naenkrat zvišali svojo vrednost. Ne? Ampak ti svojo vrednost lahko zvišaš samo takrat, ko sprejmeš in gradiš odnos do sebe.
Tako, včasih imam občutek, da lahko smo kot družba bolj prestrašeni, bolj narazen, ne toliko povezani. Misliš, da je nek pojav v družbi, kjer ljudje zaradi tehnologije niso več v stiku sami s sabo? To je eno poglavitveno stvar, ki pa je pa to, da so to naše korenine in naši vzorci. Če želiš hoditi ali pa se peljati v mojem primeru po poti, ki ti je namenjena, je najprej vredno, da sprejmeš svoje korenine, potem ne da se trudiš presekati določene vzorce, tako kot nekateri učijo, ampak da jih sprejmeš in jih predrugačiš v navednicah na tak način, da bojo tebi začeli služiti in potem jih kar naenkrat predelaš. In pa samo spoštovanje in pa samo refleksija, to je pa najbolj poglavitna stvar tukaj. Kaj misliš, da je največja zmota v duhovnosti, ki jo imajo ljudje danes? Največja zmota v duhovnosti je, da moraš narediti ne vem kakšne šole, ne vem kakšne papirje, da si duhoven. Ampak če mi kot ljudje ne bi bili duhovna bitja, bolj bi bili roboti. Ker se vse začne in konča, kar se duhovnosti tiče, pri čutenju takšnem in drugačnem. Mislim, jaz verjamem, da smo duhovna bitja v fizičnem telesu. Ja. Ne? In telo je naš tempelj, tako kot sva že prej rekla. Ja. Začasen tempelj. Začasni, dobro, da ste me popravili. Ja, tako da, ja, to je to. Kaj si želiš, da ljudje, ki naj danes poslušajo, po tem pogovoru naredijo drugače? Dobro si me izval, priznam. Drugače nič. Želim si pa, da bi bolj začeli sprejemati svojo raznolikost od drugih in bili hvaležni, ker so drugačni. Ker niti enam ni enak. In ravno s to drugačnostjo, lahko ti svetu daš največ. Bravo. Torej, jaz tudi, ko gledam gost, mi je tako lep, jaz rad sem sprehajam v gozdu, je tako neko moje zatočišče. Je tako lep, zato je tako raznolik. So tako različna drevesa, ena manjša, ena večja, ena so bolj ravna, ena bolj postrani in tako. In isto velja to, kar si rekel ti. Svet je lepši, ker smo si tako različni, ker smo drugačni. Ker vsak, ki je danes tukaj na tem planetu, ima neko vrednost, neko sporočilo, neko lepoto, ki jo daje temu planetu in temu svetu. Ja, to je tudi res, ampak vsi imamo isto izhodišče, poti se pa razlikujejo. Ja, res je. Ker je odvisno od tega, kaj v življenju, kateri korak v življenju si dovolimo sprejeti kot prvi, oziroma naslednji, ker imamo isto izhodišče pa isti cilj. Ampak eni ljudje bodo do tega cilja hodili nekaj časa, po nekaj korakih, drugi bojo že po 2-3 korakih. Prišli do cilja. Ja. In to je tista raznolikost, ki jo je vredno spoštovati pri sočloveku. Daj nam povej, ljudje, ki še želijo priti na tvoje delavnice, kje te najdejo? Najdejo me na medmrežju, tam smo več ali manj vsi, kot Uroš Adrijan, tak Facebook, tak spletna stran urošadrijan.com. Tam najdejo vse dogodke, ki se v krajši prihodnosti dogajajo in lahko se prijavijo in na tak način pridejo do mene. Je kakšna delavnica, ki bi jo še posebej priporočal ljudem? Ja. Tvoja. Tako da bi priporočal vse tvoje delavnice in vse moje. Malo za šalo, malo za res. Ja, ampak ena od teh delavnic je delavnica, ki jo imamo v Ljubljani 11.10. To je delavnica Čas zame, po mojem podcastu poimenovana, zato ker bosta v njej sodelovali tudi 2 gostje, ki ste bili moji gosti podcasta.
In vsi trije bomo iz svoje profesije, če lahko temu tako rečem, govorili o isti stvari. Da ljudem damo čim širši vidik tega, kar se v življenju da in kar se v življenju ne da, zato ker si to ne dovolimo. In ta delavnica je nastala tudi zaradi tega, tudi zaradi mojega prvega vzgiba, da ljudem pomagam še bolj zavestno najti pot v svoje ognjišče. To je to. Čudovito. Deva pred koncem, če si tako prijazen, moraš vedno. se povezati s tvojimi angeli. Ali pa, in deva eno sporočilo, ki ga imajo angeli za vse, ki naj gledajo in poslušajo. Zavedanje, da vsak od nas nosi v sebi moč, ki jo lahko izkoristi za to, da uresniči svoj največji potencial, je največje pozitivno orodje, ki ga lahko uporabi vsakdo izmed nas, zato da doseže tisti občutek, rekli so, dobrote in ljubezni. In to se mi zdi, da je en tistih pokazateljev, ki se ga ljudje premalokrat zavedamo, ker želimo biti drugim po godu in želimo biti podobni kot drugi, ampak šele takrat, ko si dovoliš biti edinstven, lahko daš mnogim tisto, kar želiš dati sebi. Oziroma najprej daj sebi tisto, kar želiš dati drugim. In potem se ta magija vorteksa, bova rekla, tudi na nek način zaokroži in je življenje kar enkrat fantastično in lepo. Bravo. Kaj misliš, da bi angeli danes, če bi oni vprašali človeka, ki cel cajt moli, prosi za neko rešitev, vendar ne naredi nobenega koraka, kaj bi mu rekli, pa vprašali? Odgovorili bi mu, ne bi mu postavili vprašanja. To je, angeli niso coachi, so bolj mentori. Ne postavljajo vprašanja, zato ker potem pri ljudeh večkrat občutke krivde zbudijo, ampak rečejo, zdaj ti bom to besedno povedal, kaj so rekli. Hodi po poti, v katero verjameš, in boš dosegel svoj najvišji cilj. To je vse. Bravo. Je kakšno vprašanje, ki mogoče bi bilo dobro, da ti ga postavim, pa ti ga še nisem? Se mi zdi, da sva v tem času midva toliko stvari obdelala, tako da če bojo tvoji fanti uspeli to narediti v en dober podcast, bo to odlično. V kar ne dvomiva, ker sva dala tako namero, ampak ja, mislim, da sva ogromno dala ljudem in če bodo vsaj en stavek ali pa eno besedo od tega uporabili, je moje poslanstvo tukaj s tabo upravljeno. A je kakšen stavek, ki bi rad, da si ga še posebej zapomnijo za konec? Kaj bi bil tvoj nek zaključni stavek ali pa zaključna misel? Ne glede na to, v kakšnem življenjskem položaju so, kakšen življenjski status imajo, kakšno je njihovo življenje, naj se zavedajo tega, da so vredni. Kajti s tem zavedanjem bodo vedno lahko dosegli vse, kar želijo. Bravo. Ja. Uroš, bilo mi v čast in veselje. Tudi meni, hvala tebi za povabilo. Hvala lepa. Hvala, ker spremljate ta podcast. Naročite se na naš YouTube kanal. Naročite se na to, da boste prvi obveščeni o naših vsebinah, o naših novih gostih. In hkrati s tem, ko se naročite na naš YouTube kanal, nam pomagate, da se lahko dotaknemo še večjega števila ljudi.